Kot ste slišali, danes štarta kampanja Inštituta 8. marec, samo ja pomeni ja. In v Levici seveda to kampanjo, to iniciativo, zakonodajno iniciativo seveda podpiramo. Zakaj podpiramo? Kajti trenutna veljavna ureditev sloni na zastarelem modelu nekakšne prisile, ki pomeni torej vdor v spolno nedotakljivost žrtve, in sicer temelji na modelu, da mora žrtev izkazati dovoljšno mero nekega odpora, fizičnega odpora, da se potem nekako prizna, da je bila žrtev torej posilstva, storjenega posilstva. Seveda temu ni tako. Treba je vedeti, da so žrtve pogosto paralizirane ali onemogočene iz različnih razlogov. Lahko spijo, lahko so omamljene, lahko so nezavestne, lahko preprosto otrpnejo od strahu. In v takem primeru seveda ne morejo izkazati tega fizičnega odpora. Zato je ta redefinicija nujno potrebna, torej redefinicija, da samo ja pomeni ja. Ta kampanja oziroma ta zakonodajna iniciativa, ki je štartala danes, je tudi nadaljnja priložnost za nadaljevanje pogovora v družbi o torej posegih v telesno integriteto. In sicer ti pogovori so se pred kratkim ponovno razplamteli ob dogajanjih na fakultetah, ampak treba je vedeti, da je seveda da je to samo vrh ledene gore, da to še zdaleč ni vse, da je glede teh zadev ogromno družbenega molka, ogromno strahu in ogromno nepravičnih sodb, ki so se zgodile v preteklosti. V Levici bomo seveda z našo mrežo na terenu podprli to iniciativo in naredili vse, da uspe, da se zbere teh prepotrebnih 5000 podpisov državljank in državljanov. Naši prvi koraki podpore so seveda to, da bomo na vseh naših socialnih omrežjih in tako naprej spodbujali in promovirali to akcijo, da bomo sami poslanke in poslanci izkazali to, da bomo podpisali to iniciativo, kar bomo seveda tudi prikazali skratka, in da bomo seveda z Inštitutom 8. marec sodelovali čisto pri vsem, za kar nas bodo zaprosili za pomoč.